V četrtek, 25. aprila, je potekalo že 28. državno tekmovanje Mladi podjetnik, ki je namenjeno srednješolcem, ki želijo preizkusiti in razvijati znanje podjetništva in poslovanja. Njihove naloge zajemajo razvoj lastnih poslovnih zamisli, pisanje analize izvedljivosti ter njihovo argumentiranje na javnih predstavitvah. V bistvu smo naredili bambusove nogavice, so pa tudi okolju prijazne. Bi bile mogoče ta enkrat podjetnice? Ja. Naša ideja se imenuje Finger Stretch. Mi imamo eno tako napravo, ki v bistvu krči na vse za prste po raznih zdravstvenih indikacijah, ker so otrdelo sklepov, recimo, je ena taka stvar. Se ti je zdelo, da ste bili uspešni pri pečenju? Glede na mnenje komisije, se mi da nam je šlo kar dobro. Sam dogodek nam je predstavil vaš bodoči študent, naš sošolec, moj sošolec dober prijatelj in je rekel, treba iti provat. Skupine dijakov iz slovenskih srednjih šol so predstavljale svoje zamisli v upanju, da bodo pritegnile pozornost strokovne komisije. Iz množice kreativnih predlogov je komisija izbrala 4 najbolj obetavne ideje. Te izbrane skupine so se nato ponovno znašle v središču pozornosti, tokrat z namenom, da osvojijo mesto na stopničkah. Tekmovanje je bilo ful lepo, pač faks je ful prijatelj, mi všeč ambient in lepo je bilo pač tako organizirano. Smo postavili ta modularni pulover, ki ima v bistvu ful funkcij, v enem pač žep, pezdrga, vse gre pač, dosti se dogaja, ne? Na naši spletni strani se lahko naročijo. Nam se je zdelo v bistvu zelo dobra, tako zanimiva nova izkušnja. Nismo si hoteli ne biti previsokih pričakovanj, tako da smo bili vsi pač pozitivno presenečeni. Mislim, po mojem, da te ideje ne bomo razvili naprej. Lahko, da bomo predali komu, da jo bo pač realiziral, ker ideja je, pač ima tudi potencijala, ne, ampak bomo pa definitivno ostali v podjetniških vodah. Mislim, je malo šokantno, ne, ker nismo pričakovali prvega mesta, ne, ampak smo vedeli, da bomo zmagali. Zelo dobro občutek, res. Ja, naprej razvijati našo idejo, še naprej in da prije to tudi do tistih ljudi, kar res rabajo. Vesela, ponosna na fante, na ekipo. Ponosen na to, da smo se kot dve enoti šolskega centra v Novi Gorici povezali, prišli do neke ideje, realne praksi, kot področje strojništva in zdravstva, ki se mi zdi zelo pomembno, tudi nekako uspeli prepričati to narekovajih zastavno komisijo.